da v njegovem imenu zapovedujemo stvari. Tudi piše v Svetem pismu, da karkoli bomo zahtevali v njegovem imenu, nam bo dano in bo narejeno. Velik val nas je zalival. Potem so se pa začele vse možne vode zlivati nad nas. Da Božji prestol je dvignjen na tem mestu, da Bog je kralj, da Bog kraljuje in njegova prisotnost je tukaj in on bo izlival svojega duha tukaj na vas. In še eno stvar, da se dobro počuti tukaj Sveti Duh. Tvoje je kraljestvo, tvoja je moč, tvoja je slava. Brati pa sestre spodbujamo, da se stegnemo po veri, ne potem, kar čutimo. Nima konca, je v bistvu voda, ki je brez začetka in brez konca in ima količine in količine, vse, kar potrebujemo. Samo prosite in bo izliv na nas. In verjamem zdaj, da je en poseben čas za celotno Slovenijo, bom rekel za Evropo, ampak živimo v Sloveniji, verjamem, da se že dogaja nekaj specialnega. No? And these signs will accompany those who believe. In ta čudesa bodo spremljale te, ki verjamejo. Lord, increase our faith. Gospod, naj Increase our zraste, faith. naj se poveča naša vera, poveča našo vero. Increase our faith. Poveča našo vero. God of the impossible. Naj se zgodi nemogoče. Nothing is impossible. Ker s tabo ni nič nemogoče. Reč svojemu sosedu, hudič beži pred tabo. Slava Gospodova je nad teboj, haleluja. Tema prekriva ljudstvo, a nad teboj, haleluja. Vsi je Božja slava, haleluja. Sem dobil na srce, da govorim, kako premagati negativnost in nevero in zasest obljubljeno deželo. In dajmo si pogledati v 4. Mojzesovi 13 pa 14. To je v bistvu beseda numeri, 4. Mojzesova, in ta beseda numeri v bistvu pomeni po puščavi. Se pravi, hodili so po puščavi. In vidimo, kaj se jim je vse dogajalo. In moramo vedeti, da staro zavezo, kadarkoli jo beremo, jo moramo prevesti v novo zavezo. Ti ne moreš živeti po stari zavezi, ker boš umrl. Ti moraš živeti po novi zavezi. Vse moraš čez Jezusa gledati. Ampak stara zaveza je pa napisana nam za zgled. Se pravi, veliko stvari imamo, ki nam bojo ful koristile, če jih damo v prizmo nove zaveze, ven iz stare zaveze. In to piše, mislim, da nekje v Korinčanih, da vse, kar se njim dogajalo, Izraelcem, je pisano nam za zgled. In kaj je tvoja obljubljena dežela? Recimo, Jezus je rekel, Janez 10:10, tat ne pride razen, da krade, kolje in uničuje, jaz pa sem prišel, da imate življenje in ga imate bolj v izobilju. In pol videl, kako ti čist drugače odreagiraš na iste probleme, ki jih imajo oni in ti skupaj. In takrat se mora videti, da si ti kristjan. Takrat se mora videti, da si se ti Svetim Duhom družil. Amen? To je življenje v izobilju. Haleluja. Življenje v izobilju je tudi to, da vse, karkoli je Jezus plačal na križu, si ti sprejel. Amen? On je plačal za vse tvoje grehe. Amen? Zato ti več nisi grešnik. A veš to? A veš, da trenutek, ko si Jezusa sprejel, si nehal biti grešnik? Ker če to ne veš, pa boš imel kar probleme. Ker pomanjkanje identitete te vodi nazaj v staro stvar. In to bomo vse v tej zgodbi sedaj pogledali. A veš, da ti nisi več bolnik? A veš, da Jezus vse tvoje bolezni odnesel na križ? Haleluja. Ti si pred 2000 leti ozdravel. Pred 2000 leti si že ozdravel. Ena gospa, ki je to slišala, je sama kar ustala z vozička.
Noben sploh ni molil za njo. Rekel, kaj, a res? In je ostala z vozičko. Haleluja. Jaz sem danes bral, ko berem poročila, ko se mi ne da poslušati, samo preletim, da vidim, kaj se v svetu dogaja. In berem v Izraelu, v Gazi, otroška paraliza zadela ljudi, ki pač nimajo cepiva. To je polio bolezen, za katero pač smo mi dobili cepivo, ko smo bili majhni. In jaz sem tako imel ful dobro sporočilo, ker jaz sem pa enkrat molil za 55 let staro gospo, ki je imela polio bolezen, ki je zbolela od nje, ki je bila 2 let stara in sem se mi dotaknil, pa je skočila ven z vozička. Haleluja! Wow, kakšen life imamo mi. Amen? Toliko sem bil poln Svetega Duha, cerkev. Da se mi je čisto utrgalo v cerkvi, toliko sem bil čisto pijan v duhu. In pa sem rekel ljudem, da bom zdaj molil za njih in da se bo ful dogajalo. In pa sem najprej do nje tekel, ki je v prvi vrsti na vozičku sedela. In še jaz se ne spomnim, kako se je zgodilo. Mislim, da se je sploh dotaknil nisem. Tako da jaz vem, da Jezus je naš zdravnik. Amen? Za njega, recimo za zdravnike, je polio bolezen ful huda stvar. A razumeš, da vse je lahko ful huda stvar, če nimaš vere? Amen? Za vero je pa vsaka stvar mikro velika. Amen? Kako boš danes gledal, se vpraša? S katerimi očmi boš gledal zdaj? A boš z očmi vere gledal ali z očmi nevere? A boš danes v strahu ali boš v veri? Haleluja. Amen? Probi se fokusirati malo na to, kaj lahko brcneš ven iz svojega življenja. Haleluja. Kaj ti krade življenje v izobilju in jaz verjamem, da danes si lahko osvobojen. Amen? Ne, če boš 3-krat, če poslušal to pridigo, pa pol še 10 knjig na to temo prebral. Jaz verjamem, da danes si lahko osvobojen. Amen? Zakaj? Ker vera je. Vera je. Ne piše vera bo. Vera je. Dokaz stvari, ki jih ne vidimo. Amen? In dajmo si pogledati v 4. Mojzesovi 13. in 14. poglavju, govori o teh vohunih. V prvi vrstici, Gospod je govoril Mojzesu, rekoč, odpošlji može, da naj ogledajo deželo Kanansko, ki jo dam sinovom Izraelovim iz vsakega rodu njih očetov, pošljite po enega moža in sleherni bodi prvak med njimi. Se pravi, 12 plemen, 12 oglednikov. In vsako pleme je moglo svojega predstavnika poslati. Se pravi, to so bili pač ljudje, ki so liderji. Oni so se mogli ugledati deželo in dati poročilo. Haleluja. In nažalost jih je 10 bilo negativnih, od 12. Samo 2 sta štekala vero. Samo 2 sta imela drugačnega duha. Kjer boš ti danes? A veš, da ti se odločaš, kako bojo ljudje živeli, ki te poznajo. A veš, da tvoja odločitev, da bo živel življenje v izobilju, je veliko večja od samo tvojih problemov. A veš, da kad ti bolezen premagaš, bo še 100 drugih ljudi ozdravil. Amen? A veš, da kad si ti odvisnost zlomil, bo še 1000 drugih ljudi zlomil odvisnost. Amen? A veš, da kad si ti osvobojen demona, bo še 1000 drugih demonov šlo ven z ljudi. Toliko pomemben je, da ti živiš v izobilju. Amen? Toliko pomemben je, da ti osvajaš obljubljeno deželo. Zato moraš vedeti, vedno, ko se boriš v veri, nisi sebičen, ker to bo imel ful velike posledice. Tvoja zmaga je izredno pomembna, haleluja. Reci svojemu sosedu, ti nimaš druge opcije, kot da zmaguješ. Bog nima plana B. A razumeš, da če ti ne živiš v zmagi, ful ljudi trpi zaradi tega. Ti moraš živeti v zmagi. Amen? Midva nima druge opcije, cerkev. Midva nisva prišla na olimpijske igre, kot ona breakdancerka, samo da ene gibe izvajava. Midva sta prišla zmagati, haleluja. Amen? Midva sta prišla, že preden sva tja prišla, je že zlata medalja naj tam čaka. Amen? Midva nimava druge opcije, haleluja. Bog ni rekel, ok, Katja lahko zmaguje, Sašo pa dober, važno, da se nekako prgura do konca, vse, ne morajo pač vsi zmagovati. Si predstavljaš, haleluja.
Mene enkrat en človek, ki je ful obogatel v Kristusu, mi je rekel, ful ti bo uspel sam, a veš, to je Božji dar. Jaz vidim, da bo te uspel. Rekel, pa se to je za vse, to nisem zame. Rekel, ne, to je enim dan, enim ni dan. Rekel, kakšen bi to Bog bil? Da bi rekel, kaj te lahko uspe, Sašo pa ne. To ni moj Bog, cirku. Moj Bog je dal vsem vse, haleluja, amen. Vsega v izobilju za vsako dobro delo, da imamo vsak čas, vsako stvar, za vse, kar rabimo in še več. Amen. 2. Korinčanom 9:8 sem citiral, haleluja. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Kjero stvar lahko danes premagamo, haleluja. Se pravi, on jih pošlje in cerkev morate vedeti, da Bog nikoli ne bi poslal uglednikov v deželo, ampak ljudje so ful težili Mojzesu. V 5. Mojzesovi to vidimo, v 1. poglavju 20. vrstica ful težijo Mojzesu, da naj pošlje najprej enega not, oni se bojijo, ker zdaj iti v napad in tako naprej. In pol Mojzes prosi Boga, Bog pravi, okej, daj jim pač to, kar hočejo. A ni Bog faca. On se udeluje tudi z našo nevero. Bog je ful večji, kot si lahko predstavljamo cerkev. Ti lahko misliš, jaz bi že zdavni obupal nad samim sabo, če bi bil Bog. A si kdaj tako razmišljal v sebi? Pa kako lahko Bog sploh še trpi z mano? Z mano pa itak nima si kaj pomagati. Bog nikoli tako ne razmišlja. Amen? Haleluja. Tudi če ti govoriš, da si loser, on se ne strinja s tabo. On pravi, ne, to ni, to pa naš mi prodal takih zgodbic, haleluja. Amen? Tudi če praviš, jaz bom skozi blam, on pravi, ne verjamem, haleluja. Haleluja. Jaz sem največja zguba v družini, Bog pravi, ne, to pa ni res, haleluja. Amen? Lahko so vsi izgube, ampak če imaš Jezusa, si zmagovalec, haleluja. In zdaj poglej, v 23. vrstici, prišli, se pravi, 40 dni in da časa, da si pogledajo deželo. In morate vedeti, oni so šli iz Egipta in ko jih je Bog čez Rdeče morje ven z Egipta pripeljal. A veste, kaj je slika Egipta v Novi zavezi? Svet. Egipt je ta svet. A veš, česa si bil ti odrešen? Kaj piše Sveto pismo? Da si odrešen tega sveta. Ker v tem svetu so samo 3 stvari. Napuh, a kdo ve? Poželenje oči, poželenje mesa in napuh življenja oziroma ponos. To je duh tega sveta. Ampak ti si pa tega odrešen. Amen. Haleluja. Zato imaš rad lahko vse ljudi. Haleluja. Amen. A veš, da tebi niti enega dneva ni treba biti jezen. Razen na hudiča. A veš, da ti niti enega dneva ni treba biti živčen, recimo. A veš, da ti sploh ni treba biti v stresu. Haleluja. A verjamete vse to? Ok, dajmo si pogledati. Se pravi, cerkev, Bog te je rešil tega sveta. Bog jih je rešil Egipta. A veste zakaj? Ne zato, da bojo umrli v puščavi, ampak zato, da bojo zavzeli obljubljeno deželo. Amen? Bog te ni odrešil samo zato, da boš zdaj štrlel ven, kot en tujak v tem svetu in se bojo vsi norce iz tebe delali. Ti nisi zato odrešen, da boš prišel na žur, pa sploh več plesati na osnov in vsi bo rekli, lega tega kristjana, koliko je zdolgo časa. Amen? Ti nisi odrešen samo zato, da boš rekel, fuj, kva je vse na televiziji za nič. In boš skozi sam jamru in vas boš dolgo časa. To je puščava. Amen, to je puščava. Če si samo negativen, si v puščavi. Amen. Kva je v puščavi? Tam je vse negativno. To so samo škorpioni, kače, nič prijetnega. Haleluja. Tam nav en ful čudovit pes prlaufu, poln dlake do tebe in ga boš imel rad. Tam te bo ugriznil, kaj je ful lačen. Tam nič ni lepega, haleluja. Ti si odrešen za nekaj več, haleluja. Amen. Ne zato, da boš v puščavi životaru, dokler Jezus ne pride nazaj. To je ful katastrofa,
kakšno mentaliteto imamo doskrat kristjani. Ful negativno. Zakaj ne bi šel danes na 30-dnevni post od negativizma? A? To je teže, kaj ne jesti 30 dni. To je dosti teže. Kaj ne jesti, lahko pač vedno piješ, tako. Popiješ, če ne drugega, saj vodo lahko piješ. In pol pač si celih 30 dni ful negativen. Sam probi ti jest, pa ne biti negativen, haleluja. Pa biti obkrožen z ljudmi, ki so negativni, ti pa ne biti negativen. A si kdaj probil to, da si ful v negativni družbi, pa da si zanalaš ful pozitiven? To je ta prav post. Amen? Ko bo vsi mislili, da si zadet čist. Amen? Ampak verjam, da na koncu bo tudi oni hoteli to. Amen. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Poglej zdaj to, 23. vrstica. In prišli so do potoka Eškola in tu odrezali mladiko z enim grozdjem, nesli so ga na drogu po 2 moža. Nesli so tudi margaranovih jabolk in smokov. Wow, Bog te je nekaj toliko velikega obljubil, kar še prej nisi videl. Bog ima toliko velike stvari zate, da jih prej, ti si prej videl grozde, ki ga v eno roko lahko daš. Bog te pa v nekaj kliče, ki morata 2, en grozd nositi. Noro, haleluja. Rec svojemu svedu, Bog ima velike stvari zate. Ne razmišljati kikiriki, haleluja. Razmišljaj en grozd, ki ga 2 nosta, haleluja. Bog te ni poklical, da si, če bi rad špilil fuzbal, da špilaš v Grosupljah, v drugi ligi, na klopi tam, rezerva si. Jaz prvič, ko so me dali pri fuzbalu na rezervo, ko sem bil star 15 let, sem nehal špilati. To več nima smisla. Jaz ali sem v prvem timu, ali me pa ni. Amen? Amen, haleluja. A misliš, da te ima Bog za rezervo v cerkvi? Ne, ti si v prvem timu, haleluja. Amen, Bog računa na te, haleluja. Ti si del Dream tima, haleluja. Cerkev, Bog ima toliko velik plan, da ko bereš, ti je težko verjeti. A je tako? Ampak cerkev, to je resnica. Noti bo toliko velik sadje, da je Ministrstvo za kulturo v Izraelu, imajo na grbu Ministrstva za turizem, imajo ta grozd, ko ga 2 nosta, haleluja. A veš, da vse, kar beremo v Svetem pismu, imaš arheološke dokaze, da je bilo tako. To je noro, haleluja. Ampak cerkev, to ti nič ne pomaga, če ne daš v prakso. Amen? In zdaj poglej naprej. 25. In ko so ogledali deželo, se vrnejo po 40 dnevih. In prepovedujejo mu govoreč, prišli smo v deželo, kamor si nas poslal. In zares teče v njej mleko in med. In to je njen sad. Se pravi, oni govorijo Mojzesu, vse, kar si rekel, je res. Ampak pol je tukaj ena ful nevarna beseda v 28. vrstici, ki ti pa vse unič. Ampak, toda, haleluja, a si kdaj tako molil? Ja, Bog, se vem, da si to rekel, ampak, in pol boš, da si tih. Amen. Ko vse, kar boš v tam naprej rekel, so smeti. Po moje si Bog hitro išče, kje ima une zamaške za ušese, da te ne posluša. Ker noče tega poslušati, haleluja. Zakaj? Ker si uničuješ žetev, haleluja. A veš, da moraš ful paziti na svoj jezik, haleluja. In na to, kaj gledaš in kako gledaš stvari, haleluja. Toda močno ljudstvo je, ki prebiva v njej in mesta so trdna in prevelika in vrhu tega smo tam videli otroke Enakove. Amalek prebiva v pokrajini na jugu, Hetejci pa in Jebusejci in Amorejci prebivajo v gorah, a Kananci prebivajo ob morju in poleg Jordana.
cerkev, oni so po moje, da so videli Jeriho, po moje, da Jeriho že bil narejen takrat. Ko so rekli, tam so mesta utrjena, takih še nismo videli. Oni vidijo ful sad, ampak zraven pa vidijo ful velikane. In pol je tam, Amalečani so tam. A veste, da Bog, ki jih je rešil iz Egipta, bi jih lahko v 2 tednih pripeljal do te točke, obljubljene dežele. To je bilo samo 14 dni. Ampak Bog jih ni vodil 14 dni, direkt. Ampak jih je vodil 40 dni. So rabili nama 14 dni. V prvem krogu. So rabili samo 40 dni. Do te točke, kjer zdaj beremo. Ampak to je bilo 400 kilometrov. Zakaj? Ker jih je vodil najprej v eno bitko, ki jo vidimo v Eksodusu 17:8. Vodil jih je v bitko proti Amaleku. Zakaj? Da se malo ujačajo. On jih ni kar na prvo žogo vrgel premagati velikane v obljubljeni deželi. Najprej dal eno manjšo bitko. Tako da Sveto pismo pravi, če nisi zvest v malem, kako boš dobil več. Amen. Kdor je pa v manjem zvest, bo pa tudi v velikem zvest. Amen. Zato vsak sovražnik, ki ga nisi premagal, ga premagi. Amen. Ne puščati majhnih bitk, da te mučijo. Premagi jih, haleluja. Amen. Oprav z vsakim sovražnikom svoje duše, haleluja. Amen. Ne jih pustiti, haleluja. Ne pustiti raznim odvisnostim, da ti kradejo blagoslov. Amen. Ne imeti zamer v svojem srcu, ne imeti neodpuščanja, ne imeti nevere, haleluja. Zato sem rekel, imej 30-dnevni post od negativnosti, recimo. Cerkev v Eksodusu 17, Bog jih vodi čez drug kraj, Amalečani jih napadajo. A veste, kako so zmagovali? Najbrž veste, ko vam povedal, da ko je Mojzes imel roke gor, so zmagovali. Se spomnite? In posta Aron pa še en, sta mu roke gor držala. Ko Mojzes se je poštekal, kada roke dol zgubljajo, ko roke dvigne, zmagujejo. A zdaj vidite, zakaj jaz tako slavim Jevsa vedno, da imam roke dvignene? Ne, se hecam. Lahko, niti treba tako slaviti. Čeprav je pa the best, ker Sveto pismo pravi, da dvigujemo svete roke brez jeze in brez dvoma. Amen. Ker včasih je dobro, da v roke dvigneš, posebej, če v duhu to čutiš. Amen. Da vsemu predaš. Ampak cerkev, Mojzes je videl, da ko roke dvigne, ampak kaj to pomeni v bistvu? Ko jih spusti, ne zmagujejo, ko jih dvigne, zmagujejo. Kaj to pomeni? To je po moje duh slavljenja, haleluja. Ko ti ne moreš biti ful negativen pa slaviti Jezusa. Tako, ne moreš. Haleluja, Bog ti se dobro, ampak vse mi gre na živce, vse je za nič, vsi so proti meni in ne vem, če bo sploh kdaj uspel, haleluja, haleluja. Tako, ne moreš tako slaviti. Ko boš negativen, boš ful dol gledal, boš ful razočaran. Sto, haleluja, je David rekel svoji duši, tako kot je samo prej govoril. Dvigam se, slavi Gospoda. Amen. Dvigam se v slavljenju, haleluja. Se pravi, Bog jih je učil. In kaj jih je Bog naučil? Da če so z njim, premagujejo sovražnika. Amen. Ker logike tukaj ni, cerkev, da vojaške strategije tukaj ne deluje, da če boš imel ti roke gor, boš zmagal, če jih imaš dol, boš izgubil. To je podoben kot Nadal, ne, če ste ga kdaj spremljali. On je ful vraževeren, tako, vedno ima iste gibe, najprej si tle neki švico briše, pol takole nos, vse ima naštudiran, koliko korakov bo naredil do tja in pol udar žogo. To je pač vraževerje, ki nima veze z Božjo besedo. Jaz sem srečal enega človeka, ki je sprejel Jevsa, ki je bil šofer, in on je vedno, preden je začel, je mogel pluniti v kamionu na levo in na desno in pol v sredino med noge. Ker če ne bo imel nesrečo. In pol, ko to ni naredil, je imel nesrečo. In pač to je vraževerje, ko odpira vrata demonskim silam. In pol, ko ti to sprejmaš, imaš res lahko nesrečo. In tega moraš biti osvobojen. Amen. Ko pa Bog te uči, da dviga roke, če hočeš zmagati, to je pa več od vraževerja. To ti pa kaže, da če si ti v slavljenju, boš imel zmago. V duhu vere. Amen. Vedno daj slavljenje na prvo mesto. A veš, katero pleme je šlo prvo po puščavi?
Katero pleme je šlo prvo? Juda, slavilci, haleluja. Kaj je Bog rekel Jehosafatu? Daj slavilce v prvo vrsto, haleluja. Amen. Če si nehal slaviti Boga, daj to si v program, amen. Ker se zjutraj zbudiš, moraš že tvoje srce imeti melodijo, ampak ne od Michaela Jacksona, ampak nekaj, ki je vse slavi, amen. Jaz včasih dobim kaj od Michaela Jacksona, ko se zbudim zjutraj, in pol takoj reformiram uno pesem in jo spremenim v krščansko, haleluja. Amen. Ker vse ustvarjam, da slavi Boga. Tudi Michael Jackson, njegov dar bi mogel slaviti Boga, haleluja. In če je to pač kaj zamočil, lahko mi popravimo, amen. Haleluja. Hvala ti, Jezus, pomagaj mi, da tole pripeljamo do konca, oče, haleluja. Se pravi, oni so zdaj imeli že eno bitko in te ljudje so šli ogledovati deželo in vidijo, pa pazi, ta isti Amalek, ki smo ga tam premagali, je pa tudi tle med vsemi drugimi sovražniki, tudi on je tukaj. Mesta, ki so ful obzidana. Razumeš, da to ni bil mačji kašelj. Oni so imeli resnično ful hude probleme in ful hude težave. Vsi njihovi sovražniki so posedali deželo, ki jo ni jim Bog obljubil. To je katastrofa v naravnih očeh. In potem zraven zgleda, da še vsi velikani niso v poplavi umrli, ampak so tle še te sinovi velikanov se znajdali. In valjda, da so vsi velikani najboljšo deželo zbrali. Razumeš, da valjda, da si bojo oni zbrali uno največje grozdje pa to. Valjda, haleluja. Jaz sem mislil, ko sem bil mlad kristjan, pa ko sem začel en posel, da samo, če bo moja telefonska številka v Salomonovem glasniku, bom obogatel. Jaz sem začel agencijo za nepremičnine. In en teden naprej sploh nisem vedel, kaj so to nepremičnine. In pa sem mislil, če bo samo moj telefon not, bojo vsi mene klicali, zato ker sem blagoslovljen. Cerkev pač ni bilo tako. Ni bilo tako. Ko moraš vedeti, ko te Bog nekam kliče, je tam ful velikanov. Amen. Če je nekaj dobrega, si vsi to želijo. Amen. Zato moraš biti v drugem duhu. Če hočeš nekaj usvojiti, haleluja, pripravi se na bitko. A veš, da velikost tvojega sovražnika določa velikost tvoje obljube. Amen. Če nobenih sovražnikov nimaš, najbrž tečeš v isto smer kot oni. Amen. Velikost tvoje opozicije določa velikost tvoje zmage. Amen. En ljudje se sprobane, prav, naenkrat so vsi proti meni. Ja, haleluja, dobrodošel v zmago Jezusa Kristusa, kjer sovražnik tvoje duše nikoli ne počiva. Zato si poklican, da si skozi z njim. Amen. Razumeš, da ti ne moreš iti na dopust od Svetega Duha. Ker tam te bo hudič pol uničil. Ti tudi na dopustu se moraš filati Svetim Duhom. Amen. Ne vem, kako je s tabo. Jaz sem danes bil na plaži Svetega Duha tle not. Haleluja. Reči, izogibu se bom besede toda, kadar je nekaj dobrega pred njo. Beseda to, da bom uporabljal samo, če sem nekaj negativnega najprej rekel. Amen. To pa lahko. Lahko rečeš, ful me boli glava. To, da ozdravljen sem v ranah Jezusa. Amen. To, da moraš pravilno uporabljati. Haleluja. Uporabljajo proti hudiču. Haleluja. Ne proti Bogu. Haleluja. Ok, a gremo naprej. Gremo naprej. Se bomo hit zdaj prebili. V 30. vrstico. Kaleb pa je miril ljudstvo pred Mojzesom in rekel, a kdo ve že vnaprej, kjer je dva sta bila te dva pozitivna vohuna? Kaleb in Jozue, haleluja. A je tukaj ena oseba, ki mi lahko pove ime vsaj enega od unih 10 negativnih vohunov?
to je pa malo težje. Ker noben si ne zapomne luzerjev. Noben si negativnežev ne zapomne. Noben si ne zapomne negativnih ljudi, ki sam šimfajo, pa nič dobrega ne naredijo. Amen? Bod človek, ki si te bolj ljudje zapomnili. Amen? Ki si bil pozitiven. Haleluja. Kaleb je tolažil ljudstvo pred Mojzesom in rekel, dajte, da gremo gori in jo posedemo. Zakaj? Prav lahko jo obvladamo. Wow. Tip je nor, amen? Ampak zgleda, da ima drugo perspektivo. Amen? On ima pravo perspektivo. On rekel, fanti, gremo, haleluja, on je navdušen. 40 dni smo že v puščavi. Gremo zdaj, fanti, a ste videli Amaleke? Kako smo šli pa čez Rdeč morje, Razumeš, da so oni videli, ko je morje na pol razklal, haleluja. To niso bili eni začetniki. Oni so gledali, kako je une nadloge, kako so na Egipt prišle. Razumete, te ljudje so videli vse živo, haleluja. Amen. Videli so, kako so šli čez morje in pol, ko je faraon hotel čez morje, samo puf, morje jih poklopil. Oni so vse to videli. Oni so videli ognjen steber, ki jih ščiti pred sovražniki, haleluja. Oblak slave so videli nad sabo v puščavi, haleluja. To so ljudje, ki so gledali Božjo slavo cerkvu. Amen. Oni so imeli že ful izkušnje z Bogom in pol po vsem tem pravijo, ne gre več. To je pa too much za Boga, to pa ne šlo. Kaleb pa reče, fanti, jaz sem navdušen, gremo, haleluja. Gremo v akcijo, haleluja. 31. Ampak može, ki so šli gori z njim, rekel, nikakor ne moremo. Haleluja. Ne biti človek, ko govoriš, ne bo nam uspel, ne moramo, haleluja. Ne govoriti svojemu otroku, nikakor ne moreš. Ful bi rad to, ne moreš. Nikakor ne moremo. To je katastrofa. Bo človek, ko govoriš, vse lahko. Ne govoriti ne moreš, govor lahko ti uspe, haleluja. Jaz se spomnim, ko je bil Rodrigo naš mladinski pastor in rekel, pa jaz vse, kar rečem, mi govoriš, uspel ti bo, lahko to narediš. In je bil čisto šokiran. Ker je rekel, že vnaprej, ko te bom nekaj vprašal, vem, da si za, haleluja. Amen, ker nisem človek, ko ti jim govoril, ne moreš. Amen, ker to ti že hudič govori, haleluja. Amen. On ti govori, da ti ne uspel, da nisi dosti dober, da še nisi pripravljen, da ne vem kaj. Reci svojemu sosedu, lahko ti uspe. In cerkev, če tako govorimo negativno, če govoriš, in cerkev ful kristjanov, nažalost, ful kristjanov je očrnil Slovenijo. Ful. Vedno, ko rečeš, Slovenija je pa ful težek narod. Tle je pa težko. Ja, v Ameriki je ful simpel, ampak tle je pa težko biti kristjan. Ko tako govoriš, vedno, ko tako govoriš, očrnjuješ naš narod. Govoriš slabo v deželo, sorry. Zakaj? Poglej si tukaj. V 32. In spravili so v slab glas deželo, ki so jo ogledali. Ti, ko jamraš, v slab glas daješ deželo. A razumeš, da Slovenija je piece of cake za Boga? Amen? To je pa jaz sem že zdavni mislil, da bom šel lahko v kakšen drug narod. Že zdavni, jaz nisem vedel toliko dolgo v Sloveniji. Ker jaz sem tle, dokler ne zmagamo v cerkvu. Ampak jaz sem že zdavni mislil, da bom šel že v ful drugih narodov, sem pa še vedno tle. Jaz sem bil prepričan, da v par letih bomo celo Slovenijo osvojili. Ampak dobro, tudi če malo dlje traje. Amen. Ne smemo očrniti dežele, gremo jo usvajati. Amen. Če si do zdaj očrnjeval deželo, nehaj to delati. Haleluja. Amen. Pridi v Dream Team. Haleluja. Amen. Cela Slovenija bo spoznala Jezusa. Kdo verjame to? Amen. Vsi bojo vedeli, kdo je Jezus. Haleluja. Amen. Vsi bojo vedeli, gremo v krščanski center slaviti Jezusa, haleluja. Poglej zdaj to, se pravi, 3 problemi, vidimo 3 probleme.
vidimo ful nevero. Cerkev mi, a ne piše v Hebrejcih 11:6, brez vere je nemogoče biti Bogu všeč. In kdor se bliža Bogu, mora verjeti, da Bog obstaja in drugič, da ga bo nagradil. Haleluja. A ti, ko se bližaš Bogu, verjameš, da te bo nagradil? Ali misliš, itak se nič ne bo zgodil, samo važno, da sem bil malo z Jezusom. To je zelo nizek nivo. Ti, ki si z njim, pričakuj, da se gore tresajo. Amen? Amen? Pričakuj, medtem, ko ga jaz slavim, on vse ureja okoli na mojem šihtu, v službi, posod. Haleluja. Amen? Daj dvigam svojo vero malo višji. Haleluja. Amen? Dvigam na višji nivo svoj odnos z Bogom. Haleluja. Amen? Haleluja. Vidno, da ful razmišljate danes. Se pravi, ne vera cerkev. A razumeš, da njihov problem niso bili velikani. Niso bila utrjena mesta. Mi dostikrat mislimo, da naš problem je realen problem, ki ga zdaj gledamo. Ali je to bolezen, ali je to, da nisi dobre službe najdel, ali je to, da si nekaj dolžen nekomu. In pa misliš, da je to tvoj problem. Sploh ni res. Tvoj problem je odnos z Bogom, ker verjameš Bogu. A razumeš, da to ni problem, haleluja, kar se tebi dogaja? To ni problem. Cerkev, a ti dokažem, da je to res? Ti bom dokazal zdaj. Zakaj vem? Ker če bi velikani bili problem, pol bi jim Bog rekel, fantje, vodim vas v obljubljeno deželo. Tam se cedita med in mleko, vsa dežela je the best, ampak tam so tudi ful hudi velikani. In zdaj vas moram malo pripraviti, da boste zmagali to bitko proti velikanom. In pol bi ful študirali velikane. A je on kaj omenil velikane? Zakaj Bog ne govori o velikanih? Kakšen general vojske je to? A razumeš, že na olimpijskih igrah, ko bomo mi proti Srbiji špilali, bomo ful Srbe šli študirati, kako oni igrajo, da se bomo pripravili. A je tako? Vsak dober trener študira sovražnika. Ja, zakaj pa Bog ne? A veste zakaj? Ker je mala malca. Zakaj? Ker ga je že on premagal. Ker to sploh ni naš job. On nam ni rekel, da ne gremo premagovati velikane. Haleluja, on je sam rekel, pejte not, haleluja. On je sam rekel, stopite not, haleluja, vse drugo bom jaz naredil, haleluja. On sploh noče, da ti premaguješ velikane. Ker jih je že on premagal, haleluja. Ko boš samo očrnil deželo, on sam hoče, da se pojaviš tam in bo zmaga, haleluja. On sam prav, sam stop na igrišče, pa boš zmagal. Bo on žogo vrgu, magari sredine v koš, bo same trojke dajal, ti se boš sam dotaknil žoge. Prispodoba. Bog jim ne govori o velikanih, ker je to že on obračunal. A gremo v Božjo besedo pogledati, da je res tako. Dajmo si pogledati. Prav v tem primeru vam bom pokazal, da je Bog že celo deželo za njih pripravil. Bog te nikamor ne pošle, če ni že vse pripravil zate. Bog te ni poslal v smrt. Bog te ni nekam poslal, da boš tam poražen. On, ki te je nekam poslal, te je poslal v čisto zmago. V bistvu te je zato poslal, ko on hoče sad, ko ga je on že plačal, da se ga tam pobere. In zdaj rab enega pač, ko sva jaz pa ti, ko nimava, boljše, da nimava toliko pojma, ampak da sam verjamava njemu in bo pol prišla not in bo pobrala sad. In novo razmišljala, koliko je bilo težko. Dajmo s to pogledati. To je pa v Jozuetu 2:1. Poglejte si to. Se pravi, oni jamrajo, nočejo vstopati noter, učrnejo deželo in Jozue in Kaleb sta bila človeka drugega duha, piše. In oni dva sta rekla, pomalcamo jih. To je v naslednje pogled, 4. Mojsova 14. Oni so rekli, za kruh jih pojemo, sovražnike. To ne bo kruh, to bo tako, za usput. In oni so jokali celo noč, zagnali krik in ne, in pobili nas bojo, in naše otroke, in gor in dol. In Bog pravi, enač, pač moram počakati, da vsi te negativne že pomrejo
In vsi, ko so več kot 20 let stari, so umrli v puščavi, zato jih je 40 let vodil po puščavi, da ta generacija negativcev pomre, da nova generacija pol vstopi, ki ima drugega duha, to je pa duh vere. In beseda Jozue, to mu je Mojzes spremenil Jozue, to mu je iz Hoseja v Jehosua, kar pomeni Gospod odrešuje. Amen? In to isto ime ima Jezus. In mi smo to smo mi Jozuetova generacija, ne Mojzesova. In zdaj dokaz, da je bila dežela že pripravljena, da oni vse, kar bi mogli narediti, 40 dni po tem, ko so šli iz Egipta, vse, kar bi mogli narediti, je samo, da stopijo not. In vse je bilo že narejen, cerkev. Njim se ne bi bilo treba fajtati proti velikanom. Vse je bilo že narejen. Poglejte, kako vem. Jozue 2.1. Jozue sin Nunov pošlje skrivaj iz Sitima 2 moža kot oglednika. Se pravi, Jozue pošlje 2, ne rabi jih 12, ampak samo 2 pozitivna. In veli, pojdite ogledati deželo in Jeriho. Ta greste in pridete v hišo neke nečistnice po imenu Rahab. Se spomnite? Nečistnica jih je sprejela te 2 oglednika. In zdaj bomo videli, iz te nečistnice je pol prišel ven Jezus, to je odšteken. Ampak poglejte si njeno sporočilo dežele, 9. vrstica. Ona zdaj razlaga, kakšno je stanje te dežele v pričakovanju prihoda Izraelcev. In reče možema, vem, da vam je dal Gospod to deželo. Ona je prebivalka te obljubljene dežele. To so sovražniki govorili za Izrael. Poglejte, vem, da vam je Gospod dal to deželo, ker nas je obšel strah spričo vas in za voljo vas obupavajo vsi, ali lahko rečeš vsi prebivalci te dežele. Vsi tvoji problemi so že premagani. Vsi. Ne, ti ne veš, s čim se jaz borim. Ni mi treba vedeti. Ker vsi pomeni tudi tvoji problemi. Vsi, haleluja. Amen? Ne imeti nekih problemov, ker rečeš, to se pa ne da. To pa ne morem. Ne biti ne morem človek. Amen? Sprejmi do nas drugega duha, duha vere. Amen? Reč svojemu sedu, vse ti je mogoče. Ko veruješ, haleluja. Ko veruješ, haleluja. Za voljo vas obupavajo vsi prebivalci te dežele. Zakaj? Slišali smo, kako je posušil Gospod vode Rdečega morja pred vami, ko ste šli iz Egipta. In kar ste storili 2 kraljeva Amorejcev, ki sta bila onstran Jordana, Sihonu in Ogu, ki ste jih s prokletjem pokončali. In ko smo to slišali, nam je kopnelo srce in nič ni ostalo poguma v nikomor zaradi vas. Zakaj? Gospod, vaš Bog, je Bog v nebesih zgoraj in na zemlji spodaj. Haleluja. Amen. Cerkev, Bog je že vse pripravil. Haleluja. Oni so bili že čisto obupani, oni so bili prestrašeni. Če bi oni samo vstopili, ampak kje je bil problem, cerkev? Nevera, strah. A vam lahko še tretji problem pokažem? Dajmo iti nazaj v 4. Mojsovo 13. Mislim, da to je največjih problemov danes. V 33. vrstici. Zadnja vrstica 13. poglavja 4. Mojzesove. Videli smo tam tudi velikane, sinove Enokove iz rodu velikanov. Zdelo se nam je, da smo kakor kobilice. In tako smo se morali tudi njim zdeti. Se pravi, mentaliteta kobilc. Ko imaš manj vredno identiteto samega sebe. Pol te noben ne more prepričati, da si zmagovalec. Če misliš, da si kobilca, bo živel kot kobilca. Noben ti ne bo mogel prepričati, da si zmagovalec v Evsu. Mogoče boš verjel, mogoče. Par dni, dokler ne bo prva preizkušnja. In pa boš rekel, se sem vedel, da ne deluje. Vse vem, da za Klemna pa za koga mogoče deluje. Jaz sem enkrat eno sestro vprašal, pa kva te nič ni, pa to. Pa ful si bila na ognju za Boga, pa vse živo. Pa jaz ne moram te vaše viziji slediti. To je ful preveč zame, jaz nimam toliko vere. Kam greš, če nimaš vero v cerkev? Če nimaš vere, kam greš?
v cerkvu, haleluja. Ja, tudi to je res, dobro, da se družiš z ljudmi vere, ker pol se boš nalezel vere, a je tako? Dobro, da si v cerkvi, kjer imajo ljudje vero, haleluja. In pol se nalezeš, to je res. Ker slaba družba pokvar dobre navade. Če si z ljudmi ne vere in so tvoji najboljši frendi, je samo vprašanje časa, kdaj boš tudi ti poln nevere. Zato imajo okoli sebe ljudi, ki so polni vere. Ampak drugače v Rimljanih 10:17 je pa skrivnost, od kje dobimo vero. Vera pride po poslušanju Kristusove besede. Se pravi, če ti manjka vere, pojdi v Božjo besedo, ampak to ni dost. Moraš jo slišati, maziljeno besedo moraš slišati, haleluja. Amen. Vera pride po slišanju, slišanje pa po Kristusovi besedi. Se pravi, ti lahko cel dan nekaj poslušaš in tu to govoriš, kaj en papagaj, pa nič ne štekaš, se ti nov zgodilo. Beseda mora meso postati, mora biti del tebe, prižvekujo. Lahko moliš, pa nič ne govoriš, samo razmišljaš, haleluja. Amen. In tvoja domišljija postane pozitivna, haleluja. Zato Pavel moli v Efežanih 1:17, Bog razsvetli oči njihove domišljije, da bojo videli, v kakšno upanje si jih poklical. Če misliš, da si kak ubilca, kaj rabiš? Razodeti v svojo domišljijo, v kakšno veliko stvar ti je Bog poklical. Amen? Da si Božji otrok, Božji sin, Božja hči, da te Bog oče ljubi, nenormalno, haleluja. A razumeš, že v stari zavezi je ful skrbel za njih. On jih ni vrgel v puščavo, pa naj jih škorpioni pojejo. Ne, on je vsak dan jih je hranil. Skrbel je za njihovo hrano, za njihovo vodo, za njihovo obleko je skrbel. Da se ni, še obleka se ni postarala na njih. Bog je ful skrbel za njih. Bog skrbi za te. Tu, če si zabluzil stran od njega, on bo še vedno hodil za tabo. Tvoja identiteta mora biti, kdo si v Kristusu. Haleluja. Amen. Ti moraš vedeti, da je Jezus zaljubljen vate. Da nebeški oče te ljubi. Haleluja. Da nič ne moraš narediti, da bi se to spremenilo. Amen. On te nikoli ne bo bolj ljubil, kot ta trenutek zdajle. Haleluja. Jaz sem se zadnjič peljal v avtu in sem tako malo razmišljal, če me ima Bog res rad, a se predstavljate. Tako sem se vozil, pa sem razmišljal, tako, najbrž se nisem tako dobro počutil, ker pač v cerkvi mi vsi imamo bitko v umu. Amen? V duhu smo že zmagovalci, ampak v umu ti pa hudič lahko laže. Zato ga ne smeš poslušati, zato, ko ga slaviš, Jezusa, je manj teh bitk. In potem sem v avtu tako razmišljal, vprašanje, če ima Bog res mene tokrat, ker mi nekaj ni šlo najboljše, razumete? Ker da, lahko je reči, ful mi gre dobro, ker ti gre the best. Amen? Ampak ti moraš tudi, ker ti gre ful za nič, ti gre dobro. Amen? Ker je Bog s tabo. Amen? Jaz, ker sem sprejel Jezusa, sem rekel, to je to, haleluja, jaz ne morem več zgubiti. Tudi če v dlakote umrem, sem zmagal. Amen? Tudi če 100 stvari naredim, pa vse propadejo, sem zmagal. Haleluja. Amen? Ker imam Jezusa. Amen? Haleluja. A mislite, da sem jaz v nebesih sekiral, kva sem tam zamočil, pa tle, jaz bom užival. Amen? Kva boš ti v nebesih delal? A se boš ful po glavu praskal, pa bil živčen? Ne. Užival boš. Amen? Ti si že zmagal, ker imaš Jezusa. Amen? Haleluja. In sem se vozil v avtu in sem tako razmišljal, pa kva je s to Božjo ljubeznijo? In pol sem se samo spomnil, cerkev, da je Bog toliko ljubil mene, da je dal svojega sina zame. Haleluja. A razumeš, da je Jezus umrl za mene? Haleluja. Amen. Nebeški oče te ima tokrat, da je dal svojega sina zate. Haleluja. Večje ljubezni ni, kot da da nekdo svojega otroka za tebe. Amen. Jaz za nobenega ne bi dal svojega otroka. Nebeški oče je pa dal svojega edinega sina,
Zame, haleluja. Amen. A pol rabim čutiti, da me Bog ljubi. Ne, haleluja. On me ljubi, ker pač se tako odločil konc, haleluja. Amen. Jaz sem njegova stvaritev. Amen. Jaz sem vtis njegove narave na zemlji, haleluja. Bog noče živeti brez mene, haleluja. A veste, da Bogu ni všeč smrt krivičnega? Ampak smrt pravičnega, haleluja. Je pa po mojem čist nekaj drugega, haleluja. Ko je Štefan umiril, ko so ga kamnili, šele začel je cerkev. Njegova prva javna pridiga, on pa že umira. A ste kdaj brali njegovo pridigo? Prva polovica je the best, drugo je pa ful pretiraval v negativnosti. Jaz si rekel, pa Štefan, pa nisi tle nehal pridige. Bi še zdaj bil živ. Bi bilo ful več po glavi v tebi. Pa ne, on gre na hard, obtož farizeje in pol uni se film strga in ga kamnejo. Kako je pa, tako sem jaz razmišljal, kako je pa Bog razmišljal v njegovi pridigi cerkev? Čist drugače cerkev. Jezus pa piše, je pa stal. Jezus ni več sedel na prestolu. Ko je videl, da Štefan pridiga, ko je videl, da se je folk ustrgal okoli njega, ko je videl, da so kamne pograbili, da ga bojo bil, je kar skočil s prestola pa gledal, wow, haleluja, moj sin prihaja domov, haleluja. Amen. Ni razmišljal, pa ne, Štefan, daj kva tu delaš. Maja se umir, daj bod bolj političen. Daj malo modrost vklop, zdaj boš prehit prišel domov, to ni dobro. Ne, on je razmišljal, wow, Štefan prihaja domov, haleluja. In pol Štefan tako vidi to. Ne sem, da je Bog ful navdušen, on hoče, da Štefan vidi, da je on navdušen nad njim. In Štefan gleda gor, prav, wow, vidim sina človekovega, ki stoji na prestolu, haleluja. Jaz ne, je gor skočil na prestol, haleluja, pa dol gre do Štefana. Še stol umazal, haleluja. Wow. A še misliš, da si kak ubilca? Ne ti nekaj povem. Oni so rekli, sami sebi smo se zdeli kak ubilce in to je problem cerkev. Sam v sebi se moraš zdeti kot Božji sin. Amen. Kot najbolj ljubljena oseba, kar obstaja na zemlji. Haleluja. Noben ni toliko ljubljen kot ti. Tvoja cena je bolj večja od vsake druge vrednosti. Tvoja vrednost je največja vrednost, kar obstaja. Kri Jezusa je bila prelita zate, toliko si vreden. In so rekli, sami sebi smo se zdeli kobilce in takšni smo mogli biti tudi v njihovih očeh. Se pravi, oni so projicirali svojo vrednost še na sovražnika, kako jih vidi. Sovražnik jih sploh ni videl. In oni so se zlagali, ker ti v bistvu govorili so neresnico, lahko da ne vede, ker so projicirali svojo nevrednost naprej. In naj ti nekaj povem, tudi če bi jih videl sovražnik, tudi če bi sovražnik rekel, vi ste kak ubilce, to nima veze. Kakva ima veze, kaj si drugi mislijo o tebi? Amen? A lahko to uniči to, kdo si? A si kaj manj vreden, samo zato, ko je nekdo drug rekel, da si kak ubilca? Premagi to od nas, haleluja. Amen? Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Dajmo premagati nevero, strah, pa majhno samopodobo. Napačno, negativno samopodobo. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Odloce do nas, haleluja. Kjerga velikana moraš še brcati stran iz svojega gležna. Kjer velikan te še dol vleče v težave. Ti si že premagal ta svet, haleluja. Hvala ti, Oče. Oče, danes jaz molim, haleluja. V imenu Jezusa, da smo osvobojeni vseh neumnih laži sovražnika, haleluja. Da ne moramo, da nismo dosti dobri, da nam ne bo uspel, da naš problem pretežek, da imamo preveč sovražnikov, da že predolgo verujemo in se ni zgodilo, da smo že prevečkrat probali, pa ni šlo.
da mi pač nismo dosti dobri, da ne znamo, da ne moramo. Mi vežemo te laži danes na tvojo cerkvi, Oče. V imenu Jezusa, haleluja. Vežemo vsakega duha strahu in govorimo, a lahko rečeš, Bog mi ni dal duha strahu, ampak duha moči, ljubezni in zdravega razmišljanja. Jaz ne bom negativen. Jaz vzemam 30-dnevni post od negativnosti. Haleluja, videl sem vas, haleluja, zdaj ste to izpovedali, hvala ti, Jezus. Amen. Če me boste slišali negativnega, me popravite. V naslednjih 30 dnevih, pa sem lahko spet, haleluja. Ampak 30 dni imam posta od negativnosti, ko včasih moraš kaj negativno komu povedati. Ampak gremo za 30 dni v post negativnosti. Amen. Daj si za 30 dni svojo domišljijo samo pozitivno prihodnost. Amen. A razumeš, da ti ne moreš iti dlje, kakor prihodnost, ki je v tvoji domišljiji. Amen. Zato Bog hoče odprte oči srca, z duhom razodetja. Tvoja domišljija polna razodetja prihodnosti, ki se more manifestirati čez tebe. Oče, daj nam oper domišljijo danes. Jaz dostikrat rečem, Oče, vzemam kri Jezusa in perem ekran svoje domišljije. Haleluja. Da je čista, da imam lahko noter samo svetlo prihodnost. Haleluja. Jaz sem si enkrat downloadil in zdaj sem zaključil. Enkrat sem si downloadil full pridik od Joela Austina pa Josepha Princea. To sta dva tipa, ki jih ne slišal negativno. In pol najprej, ko sem začel poslušati, mi je bilo tako malo tako brez veze. In pol, ko sem to poslušal en teden, jaz sem imel oprane možgane, cerkev. Sem ful več Bogu verjel, boljši odnos sem imel s Bogom. Ker sem se očistil ful negativnosti. Haleluja. Amen. Religiozni demon ne mara tega. Zato dostikrat, ali pa Andrew Wommack, recimo te ljudje imajo ful sovražnikov. Zakaj? Ker so ful uspešni. Haleluja. A veš, da Joseph Prince, on je imel razodetje Božje milosti, toliko močen, da je naredil celo revolucijo s tem. In on ima cerkev v Singapuru, ki je imel, ne vem, 100 članov v cerkvi in ful jim je bilo težko. Cerkev vere od Kenneth Hagina. Ampak pol pa zraven dodal milost. Bog mu je ful v milosti govoril. In to je zdaj tam največja cerkev. Pa ne sam njegov, on ima nekoliko tisoče ljudi v cerkvi, ampak ful drugih cerkva je še zrastalo. Haleluja, cerkev nam more uspeti. Zakaj? Da lahko tudi drugim uspe. Amen. Vse, kar tebi uspe, bo ful ljudem zraven tebe uspelo. Na cel tvoj svet, ti na ful ljudi vplivaš. Več, kot si misliš. Amen. Dajmo vpliva dobro. Amen. Amen. Ne bomo očrnili dežele. Amen. Bodimo del rešitve. Haleluja. Recimo mu sedu, ti si Jozuetova generacija. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Amen. Hvala ti, Jezus. Amen. Uživite z Jezusom. Haleluja.